Živijo, dragi moji, ful, seveda vem, da vas zanimajo socialna omrežja, kako pa da ne. Po vseh statistikah, ki so naravnost, wow, mind-blowing, ko govorimo o številkah, normalno, da si vsi želimo imeti večjo, boljšo prepoznavnost na socialnih omrežjih in tisti, ki imamo svoje brende, si želimo imeti s pomočjo Facebooka, Instagrama in drugih socialnih omrežjih pač tudi ne samo sledilce, ne, ker to pač nam nič kaj dosti ne koristi, ampak želimo sledilce spreminjati v seveda naše kumce. Dobro je, da za našo rast, prepoznavnost in vse to, kar pač želimo, vemo, kam gredo trendi v letu 2021. Sploh, ko govorim o Instagramu, namreč Instagram je najbolj hitro rastočo socialno omrežje. Torej, trendi na najbolj hitro rastočem socialnem omrežju na Instagramu, drumrolls, so: dajte izkoristiti vse, kar vam Instagram app, aplikacija daje. Sej ni rocket science, ampak Instagram pač želi eno in samo eno. Želi nas zadržati čim dlje časa na njihovi aplikaciji. A je tako? In zato dajejo non-stop nove in nove in nove stvari. Na nas pa je, da te nove stvari tudi izkoriščamo. In trendi za 2021 na Instagramu so v bistvu, če takole malce pogledamo, čist logični. Da smo čim dlje časa gor in zato imamo nove in nove funkcije. In te so Reels. Trendi 2021 so Reels. Zakaj? Zato, ker pač želijo konkurirati normalno TikToku in želijo spodbuditi nas, da uporabljamo te nove funkcije, ki nam jih dajo. Zato imamo tudi, če mi objavimo recimo video ali objavimo IGTV, ali če mi na drugi strani objavimo Reels, je nekaj čist drugega, ker oni želijo v Reelsu, ker je nova stvar na Instagramu, dati nek dodaten boost, imamo tam tudi več ogledov. Logično. Kaj to pomeni? Recimo, če imam jaz na enem svojem videu, da bomo lažje računali, rečemo 100 ogledov. Če bom jaz naredila Reels, pazite, Reels so 15 sekundni, ne? Zanimivi, torej kratki, tiktokovski videi, ampak so pač Reels znotraj Instagrama, narejeni v Instagramu ali kakšnem zunanjem appu, ki ga uploadamo na Instagram. In pazite, da to ne bo iz TikToka na Instagram, ker bojo šli vaši ogledi dol, ker pač se trudi Instagram, da reducira oziroma malo zadržuje te oglede z TikTok watermarkom. Ampak torej, če imam jaz na navadnem videu na Instagramu 100 ogledov, in bom imela na Reelsih sigurno 1000. Ja, takšen boost ima Reel. In Reels imajo tako kot IGTV svojo rubriko na Instagramu, kjer pač, če kliknemo, bomo videli vse Reelse. Reelsi delujejo tudi malo drugače kot navadni videi v smislu, da video ima prvih 24 in potem do 48 ur največ ogledov, ne? In takrat čim bolj ga komentiramo, čim bolj ga lajkamo, šeramo in podobno shranjujemo, se bo pač ta video prikazoval. No, Reelsi pa delujejo na drugačen način. Reelsi pa dejansko imajo največ ogledov po 48 do 72 ur. Se pravi, tam dobijo nekako prvih 48 in potem drugi val, boost dobijo še od 48 do 72 ur, zato je toliko več ogledov. Torej, trend so definitivno Reels, dajte jih uporabljati. Problem je samo, da večina od nas v Sloveniji jih še nimamo, oziroma jaz sem jih dobila, pa sem jih izgubila, očitno sem jih premalo uporabljala, ali pa so se pač odločili, Slovenija je toliko majhna, da mogoče pa oni to da rabijo. Tako da, takoj, ko pridejo spet Reelsi nazaj, če jih še nimate, dajte jih uporabljati, če pa jih imate, pa dajte jih takoj uporabljati. Malo se dajte igrati. No, in še tole ena ful taka insiderska informacija direktno iz Instagrama, ki je malo šla, da pač Instagram ni glih najbolj zadovoljen z Reels. Čak, pa? Dali ste ven Reels, pa niste najbolj zadovoljni z Reels? WTF?
Ja, ampak to je dejstvo, niso najbolj zadovoljni z reels, zaradi tega, ker TikTok je toliko pred njimi, da je, kar se tiče glasbe, kar se tiče uporabnosti, montiranja in vsega. Tukaj je še malo hicupov, kar se tiče reelsov, če jih boste delali znotraj Instagrama, kar si Instagram dejansko definitivno želi. Ampak, zato se tudi po drugi fazi pojavljajo že zunanje aplikacije, kjer je boljše delati in montirati reels in jih potem uploadati v Instagram. In ne, to ni TikTok, se pravi, tiste aplikacije, da lahko vi to delate zunaj Instagrama in jih uploadate na Instagram, pa nimate watermarka, sploh ne od TikToka. Se pravi, da bojo vseeno dobro delali reels in da bo pač dodaten boost. Ja, zdaj jih ful popravljajo, ful jih obdelujejo in bojo reelsi kmalu boljši in boljši in boljši. In trendi grejo tudi v smeri gajc, ker če smo dobili gajce, jih moramo uporabljati, a ne. Torej, dajte uporabljati vse nove funkcije, ki jih torej da Instagram. Toliko je stvari, ki jih veliko ljudi ne ve, ker se pač ne ukvarjajo z funkcijami znotraj appa, ker so pač premalo na Instagramu ali pa se jim da raziskovati. No, zato seveda vi spremljate mene, pa poslušate mene, ker jaz to delam namesto vas. In toliko veliko fantastičnih stvari lahko naredimo znotraj Instagrama v samem appu, da sploh ne govorim, kako kreativni, noro kreativni so storiji. Pokazala sem vam zadnjič nore backgrounde, ki jih najdete torej direkt v storijih, napišete v iskalniku background 1, pa 2, pa 3, pa 3, 4 in tako dobite nore stvari. Tako da, to je to, to so trendi. Trendi so reels, guides, trendi so carousel objave, zato ker so zanimive. Predvsem carousel objave so lahko kot ena luštna zgodba, ker imamo lahko 10 slajdov. To takoj pomeni, da so ljudje več časa zadržijo na našem postu, ker pač morajo slajdati, morajo prebrati, vmes še kakšen video ruknemo in to nam seveda veča engagement, ker dlje časa, ker se človek, ne samo, da nas lajkajo, šerajo, komentirajo, repostajo, ampak tudi koliko časa dejansko gledajo ljudje naše objave, deluje na algoritem, ne? Se pravi, veča engagement. Torej, carousel objave, ne, sigurno so drugače kot če imamo mi eno sliko, pa če imamo jih mi 10. Dajte jih izkoristiti čim več. Če imate 10, dajte izkoristiti 10. In to so definitivno trendi. In seveda video, vedno bil v trendu oziroma čedalje bolj. Pišite zanimive captione oziroma zanimiva besedila, ne napisati samo en stavek, ne dati, bog ne daj, ne dati samo kakšnega emojija pri sliki. Dajte se potruditi, dajte napisati nekaj koristnega. Dajte napisati nekaj, kaj bodo ljudje z veseljem prebrali. In ne rabi biti to vedno kilometrska objava, ne. Ampak dajte narediti tako, da bo pristno, da bo iz vas, da se vidi, da ni nekaj skopirano, da ni samo nek brezvezen quote. Dajte to vsebno noto vključiti, dajte vključiti sebe. To je ves point, vso bistvo gradnje našega imena, naše prepoznavnosti na socialnih omrežjih, da dajemo v objave sebe. Do naslednjič. Čau, bau.